bil takrat kar malo jezen naša pediatrija, tega ni odkrila pravočasno, ker ta zadeva se je vlekla kar nekaj časa, govorimo pač več kot leto dni. Celiakija ni najhujša bolezen, daleč od tega. Mogoče je na tisti, ki spremeni življenje, predvsej z vidika način navade. 100%, pač brezglutenska dieta je edina prava pot za celiakaša. In potem sem dejansko videl, da ti ljudje pravzaprav nimajo kje jesti. Igor Mihelič, danes lastnik, vodja restauracije Zoisla. Če mi reče nekdo, da gre odpreti lokal ali pa da razmišlja o odprtju, pa ni gostinc, mu jaz to svetujem. Odkje v tebi ta želja po tej natančnosti? Gostinstvo je v bistvu velik del mojega življenja in tukaj sem doma. Po 3 dnevih povsod, ko sem, vedno začnem pogrišati svojo restauracijo, svojo hrano. Kaj bi bil razlog, da si ti sploh zapustil London, pa ta sistem, ki ti bil všeč, pa si šel nazaj? Mislim, sistem dela mi je bil všeč, sistem življenja pa ne. Hvala ti, res, ker gledaš, ker komentiraš, ker deliš naprej. Mogoče se sploh ne zavedaš, ampak s tem pomagaš, da zgodbe ljudi, ki so se pobrali iz dna, najdejo pot do točno tistih, ki to potrebujejo ta trenutek. Našo misijo je podprlo tudi podjetje Kuhinje Element. Več o njih si lahko prebereš na našem YouTube kanalu v opisu epizode. Hvala, ker tudi vi verjamete v nas. In če želiš postati del te zgodbe tudi ti, smo ti spodaj omogočili članarino. Vsak še tako majhen prispevek pomaga ustvarjati te zgodbe, ki vračajo upanje. Sedaj pa uživaj v epizodi. Zakaj sem te povabil? Jaz te vidim kot zmagovalca, ker si iz neke težke situacije ustvaril nekaj dobrega, z namenom, da tudi pomagaš drugim v podobnih situacijah. Kaj bi lahko bilo tukaj napačnega, štekaš? Ja, valjda pa pridejo jeza, frustracije, podobne stvari, ki se zgodijo na tej poti. Ne? In zmagovalec, po mojem ceni, je zgolj sposoben videti to, ozavestiti in iti dalje. Sprejeti, ok, gremo probati na način, kako znotraj tega ustvariti nekaj dobrega. Ne? In jaz te vidim kot takšnega, že odkar te poznam. Hvala. Mislim, ja, saj se mi zdi, da nam je zgodba ratala nekako v tej smeri, oziroma tako so nas ljudje začutili, tako so nas videli, tako da jaz mislim, da je res tam tako. Sem vesel, sem zadovoljen, da je tako, kot je. Ja, je bila pa hardcore scena. Dobre, ja. Tudi danes ni še lahko, ampak ok, je pa veliko lažje, kot je bilo. Kaj sem dajal, če si ti povem, če bi danes vedel, ali pa če bi takrat vedel, kaj me čaka. Ni šans, stari. Se zaposlim, čao, prevzamem neko funkcijo, vodje, karkoli. To, kar sem bil že prej, ne. Če ima del, ne razumeš, to je bilo hardcore. Deva začeti s tem, najprej da predstavim Igor Mihelič, ne? Danes lastnik, vodja restauracije Zoisla, spletna trgovina tudi Zoisla, ne? Spletna trgovina tudi, ja. Še marsikaj drugega aktiven. Ampak ja, evo, dajmo reči, jaz sem te spoznal kot šefa v tej restauraciji, takrat, ko sva sodelovala preko BTC-ja. In mi je bilo že takrat zanimivo, zakaj si ti to ustanovil. Tvoja zgodba, kako si v bistvu skozi bolezen pri hčeri začel to stvar. Kakor se spomnim, si ti za to, da si to naredil, zapustil zelo dobro pozicijo v življenju. Ne? Tako da ja, kaj so pa bili zdaj te izzivi na tej poti, me zanima malo. Jaz sem itak vedno iskal nekaj več ali pa nekaj drugačnega. Ne vem čisto dobro, kako bi tamo rekel, ampak dejstvo je, da sem že, ko sem bil star, 16-17 let, sem že dosti dobro vse nekako urejen, res uredil službico in tako mislim 16-17, no pač takrat honorarno, potem malo kasneje dosti dobro službo. Ampak ja, sem rekel, ok, hočemo nekaj več in sem pustil službo, sem šel v tujino delati, ravno zato, da sem videl, kako je življenje tam čez. Pa če se da mogoče narediti kaj več oziroma nekaj drugačnega in tako naprej. Tako da s trebuhom za kruhom, Kanada, Toronto, akcija. Pa sem tam nekaj časa delal, sem videl, da v bistvu življenje tam pa vse ni tako življenje, kot ga ljudje vidijo. Ne? Ali pa si predstavljajo tako, da sem pol leta nekako pobral šile in kopita, šel nazaj in iskal neke druge zanimive zadeve, druge opcije. Pa spet nekaj časa delal, pa potem London, tam stal nekaj časa. Vedno sem delal, mislim, že kot dijak sem imel vedno, 4-5 različnih podjetij, s katerimi sem sodeloval, od Slovenske turistične organizacije, restauracij, catering in tako naprej. Tako da
Tako da sem v bistvu en kup enih izkušenj imel, šel sem ven, London, tam sem me nekako začutil, opazil, relativno hitro sem napredoval. Ampak ja, ne vem, verjetno ta natančnost, ali kaj pa jaz vem, kaj v bistvu jih je prepričala. Tako da na koncu, ja, mislim na koncu, že na začetku sem prstoval v Mišlenovih restauracijah, sem tam pol delal z njimi. Mislim, sistem Mišlenove restauracije je načeloma sistem zame. En tak vojaški režim, ki se malo sliši čudno, ne, ampak načeloma pri temu sistemu je fajn, ker točno veš, kaj te čaka tisti dan. Ne. Ni nekih blaznih presenečenj, vedno so odstopanja, jasno delamo z ljudmi, ampak veš pa, kaj te čaka. Ne. Se pravi, so briefingi pred kosilom, so briefingi pred večerjo, točno se ve, kdo prihaja, kakšne navade so, vse je jasno, točno se ve, kdo kaj dela, ni odstopan, dejansko se ne pogovarjaš med servisom, ampak se samo gledaš in je vse jasno. Ne. Tako da ta sistem je res korak naprej, pa tako je sistem, ki je zame. No. Ok, tega v Sloveniji, po povratku itak nisem doživel, ne, tako da sem iskal spet nekaj drugega, spet nekaj novega. Ko sem prišel nazaj, sem se zaposlil kot vodja restauracij, nekaj časa to zgodbo pelal naprej, bolj kot ne pri istem podjetju, na pol so se pa začeli glavoboli na dnevni bazi, ker jaz tistega nivoja, ki sem bil nekako navajen, nisem mogel doseči ali pa dobiti. In valjda, ne, glava dela zahteva, okolice družba ne da in preprosto sem mogel pol iti ven iz tega, iti nekam v neko mirovanje, če lahko temu rečem, vsaj kar se tiče glave. Tako da sem pol začel delati v bistvu v restauraciji, pač eni boljših restauracij v Ljubljani. Tam delal nekaj let, 3-4 leta, 5 let, ne vem, čisto točno. Pa spet prišla ta zgodba, da hočem jaz nekaj več, nekaj drugega. Razmišljal sem o odprtju nekega lokala, čist ena pač zgodba, ki se pol ni realizirala, ni se pa realizirala zato, ker je pa ravno takrat, ko sem jaz razmišljal o odprtju tega lokala oziroma postavitvi sistema, je pa ravno moja hčer bila potrjena v celiakijo. In potem sem dejansko videl, da ti ljudje pravzaprav nimajo kje jesti. Nimajo možnosti normalnega prehranjevanja zunaj svojega gospodinjstva. Tako da sem pol se odločil, da grem malček v drugo smer, se pravi, grem v brezglutensko zgodbo, še vedno pa lokal. In to je to, ne. Potem pa pač BTC, v BTC-ju sem delal, BTC sem poznal, BTC lokacijsko, zanimiva točka, vedel sem, na koga se obrniti, tako da sem potem tudi z BTC-jem nadaljeval pogovore, našel lokacijo, se dogovoril za lokacijo, za najem, pa spet, vse skupaj postaviti, pa tako naprej. No. Skratka, bilo je zanimivo. No. Bilo je zanimivo, enega dogajanja, pol bilo še nekaj okrog teh lokalov, postavitve, pa tako naprej. No. Mislim, ja, veliko se je dogajalo, ampak na koncu smo realizirali to, kar sem pač nekako si sestavil. Evo, zdaj lahko rečem, da sem v bistvu spet ok, izzivi so itak na dnevni bazi, vedno nekaj novega rinemo, vedno nekaj iščemo, neke nove zgodbe. Mislim, da to, kar imamo, da je precej drugačno od konkurence ali pa od ostalih lokalov. Tako da jaz mislim, da smo nekaj na pravi poti. No. Tako. No, lepo si zdaj naredil en oris, pa res bi prišel potem kar počasi po tej časovnici v nekem redu. Pa mogoče začel na začetku. In sicer, odkje je v tebi ta želja po tej natančnosti, perfektnosti? Je to nekaj, kar si dobil od staršev, ali si to priučil, ali je to bila kakšna lekcija v življenju? Ne vem, kje sem pravzaprav to staknil. Jaz mislim, da je to zgolj izkušnja, ki sem jo dobil v življenju. Se pravi, imaš izkušnjo, kjer je sistem razbit, ne funkcionira, ali pa kjer je sistem urejen in funkcionira. Ne. Potem vidiš, da dejansko je manj stresa tam, kjer funkcionira. Ne. Zdaj sem prepričan, da si večina ljudi želi živeti v manj stresnem sistemu. Spravi, logično je bilo, da bom vzel tisto opcijo. Ne. Tako da jaz mislim, da je zgolj tukaj na podlagi izkušenj, da sem nekako izbral tisto dobro organizirano zadevo in pač v tej smeri, tudi kar se tiče natančnosti, pelal naprej. Ne. Pravzaprav danes
če hočeš imeti neko zadovoljstvo ali pa neko zadovoljstvo, tudi zadovoljne ljudi okrog sebe, morajo biti neka pravila igre postavljena. Odstopanja so vedno, smo ljudje, logično, ampak mora biti na nek način omejena. Ne? To je to. Se to so v bistvu sklade tudi konec koncev z neko psihologijo vzgoje otrok. Otroci rabijo meje, zato da se počutijo varne. Jaz mislim, Kolikor jih nočejo sprejeti, nikoli, jih rabimo konec koncev. Sej, kadar vemo, da nekaj ne smemo prekoračiti, je tako je občutek varnosti višji. Ja, jaz mislim, da ja. Čeprav ne gre ta meja na živce marsikdaj. Ja, ampak ja, dejstvo, to je življenje, nimamo kaj. Ja. Okay, dajmo še mogoče malo boljše opiši, kakšen je ta sistem dela v Michelinjevih restauracijah. Kaj loči Michelinovo restauracijo od ene, ki je skoraj tam, ampak ni, je ne dobite zvezdice? Sistem, ja, mislim, sistem je tak, da je dejansko vse načrtovano ali pa splanirano naprej. Se pravi, mi smo imeli v sistemu, ki je omogočil rezervacijo miz, je bil sistem, ki je beležil vse podatke za nazaj, se pravi oseba, Rok pride danes ob 16. uri, za Roka se je točno vedelo, da ne sme ali pa ne želi jesti govedine, ker ima pač doma kravce. Vedelo se je, da je nekadilc, vedelo se je, da je pozicija 3 za okroglo mizo pri oknu njegova najljubša pozicija in ta sistem v bistvu ti daje neke informacije vnaprej, da se lahko ti na njega prepraviš. Ne. To je že en tak velik korak, velika razlika, ki jo recimo pri nas nisem doživel. Ne. Pri nas so dobre restauracije, zagotovo zelo dobre restauracije. Mi imamo hrano vrhunsko v Sloveniji. Kar se tiče servisa, mogoče marsikje bi se dalo narediti še kaj, ampak ne, sej ni nujno, ne, sej konec koncev, če so ljudje zadovoljni, zakaj bi šel nekam čez, ne, ker pač, če ni potrebe, ni potrebe. Ne. Ampak, če me pa že vprašaš, kaj je drugačno, je pa to, da je tam res vse dogovorjeno naprej. Tam se točno ve, kdo kaj dela. Se pravi, vedelo se je, da, ne vem, če rečem, komivajter samo prinese hrano na pladno v jedilnico in počaka na točno določeni poziciji, da jo potem, se pravi, natakar ali pač oseba, ki je za servis določena, vzame to hrano oziroma krožnik iz pladna, na katerem, ki jih je prinesel pač komivajter, in jih postavi na mizo. Na listku, ki pa je zraven na pladnu, je pa točno napisano, katera pozicija za mizo ima goveji fili, katera pozicija ima ribo, kdo pije z mehurčki, kdo ne pije z mehurčki. Vse je jasno. Tako da to je v bistvu res en tak sistem, ki omogoča ljudem, ki pridejo večinoma na poslovne sestanke, da pač imajo res poslovne sestanke, ne pa opravka z natakarjem oziroma s servisom. Tako da mi v bistvu tam smo bili nemoteč faktor, smo izvajali svojo storitev, svoj servis in to je to. Ne. Tako da to je ta velika razlika. Ne. S tem, da spet vse to, ne. Ko pridejo noter, se jih sprejme, se jim vzame plašč, se jih povabi za mizo, se umakne stol, ko grejo na WC, ga ujameš, umakne stol, ko pride iz WC-ja, spet si zraven pri stolu. Ne. Vse te stvari v bistvu vse se dogajajo tudi pri nas. Ne. Ampak mogoče ne je to dosledno. Pa spet, kdo to rabi? Mogoče tega ne rabimo. Vse smo zadovoljni. Še enkrat, mi imamo hrano vrhunsko, naše restauracije so top. Tako da mogoče tam hrana ni bila na takem nivoju, ker pač tudi surovin nimajo takih, kot jih imamo. Mi smo le na Mediteranu. Ne. Ampak, kar se tiče servisa, pa se pravi, je pa majhna razlika. Ampak, ja, to je to. Se to se sprašujem, ne? Čeprav bi si želel recimo doživeti takšen nivo, tega ne želim vsak dan imeti. Recimo meni všeč ta domačnost, ki jo Slovenija omogoča. Imam pa rad sisteme. Jaz sem tudi nekoč razmišljal, sicer bolj o lokalu, ne, ampak za sestanke, ki bi imel točno takšne zadeve notri, ta rezervacijski sistem, kjer bi točno vedel, kdo ima kakšne navade in tako dalje. Tako da mi je všeč, kar si opisal. Ampak ja, a smo Slovenci pripravljeni plačati ta ekstra za dobiti to, oziroma celo reči imamo ne tega, ne preveč. Pa se generalno ta sistem ni vzdržen oziroma je predrag in zato se verjetno tudi pri nas niti toliko ne upeljuje. Pri nas imamo kvaliteto, tukaj pa mogoče ali ni potrebna, ali pa so preprosto trg ni pripravljen to plačati. Ne. Tako da ja, v vsakem primeru pač trenutno ni smiselen. Ne. Ampak
kakorkoli, ne, jaz sem pač to doživel, še vedno to je v tebi. Tako si pač nekaj časa rastel s to zgodbo, doživljal, odraščal, kakorkoli in težko daš to kar ven iz sebe. Ne. Kolikšen del tega uspeš zdaj upeljevati v svoji restauraciji? Mislim, poskušam čim več. Ni lahko. Je pa dejstvo, da moji sodelavci vejo, da sem natančen, mogoče celo preveč. Pa si tudi imaš kakšno idejo, da bi sam dobil Michelinovo zvezdico? Ne, ta del me ne zanima. Ne, jaz sem šel čisto svojo, spet, nisem niti restauracijski tip, oziroma moja restauracija ni klasična restauracija. Smo nekako na pol street food, pa nismo street food. Ne? Tako da mi smo pač znotraj tega BTC street food sistema in smo se pač mogli prilagoditi temu sistemu, ker pač tako funkcionira ta kotiček, kjer smo mi. Ne? Tako da imamo, da rečem, restauracijo, ki pa je mal drugačna, sploh kar se tiče servisa. Ne? Jaz uživam, ko sem v restauraciji, ko sem z mojimi gosti, meni se zdi, da sem na kavi s mojimi prijatelji, tako da meni so moji gosti the best, jaz z njimi res uživam, mislim, čudno se sliši, verjamem, ampak meni je tako, da sem na kavi, res. In po moje gosti to začutijo, ker marsikdo reče, odkje ti ta energija dejansko že 10 let, ne, a veš, ampak meni se zdi, da sem na kavi, no. Tako je, ful je težko razumeti, verjamem, ker sem že marsikomu, komu rečem, tako reče, kaj je s tabo narobe, nekaj nisi v redu, ampak ne vem, jaz mislim, da sem res našel kotiček, kjer ful uživam. Jaz to ne jemljem kot delo, ampak jemljem kot nek prosti čas, kot nek, res, kot da sem, ne vem, nekje, tako, super je. Bi delal to tudi, če bi bilo zastojno, ker enostavno v teku imaš to. Sej, v bistvu sej, da sva čisto iskrena, ko začneš neko tako zgodbo, ne, je na začetku vse zastonj, ne. A veš, ti vlagaš naprej, ne. Vse, kar narediš, daš naprej. Lahko si vesel, če imaš kaj za naprej dati, ne. Čudno se sliši, ja, marsikdo misli, da je tukaj ogromno ena gora denarja v ozadju, ki ga mi obračamo dejansko, pa kar hardcore, vse skupaj, ne. Je treba biti kar precej matematičen tip, da vse skupaj zapeleš naprej, ne. Tako da na začetku imaš plačo manjšo kot ostali. Ampak pustimo, to je drugo, no, brez veze. Ne, ampak je dobro, da ljudje to slišijo, ker mogoče kdo, ki nas posluša, razmišlja o svoji restauraciji, pa je prav, da ve, da niso rožice. Mogoče je bilo včasih lažje, ko je bil sistem drugačno narejen. Danes jaz definitivno, če mi reče nekdo, da gre odpreti lokal ali pa da razmišlja o odprtju, pa ni gostinc, mu jaz to svetujem, zagotovo. Ker že nas, gostince, ki imamo nekaj kilometrov noter, v bistvu poskušajo na vsakem koraku nekako zaviti okrog prsta. Tako da, če pa nisi gostinc, pa po moje te. Ne podcenjujem nobenega, ampak hočem pa reči, da res ni tako preprosto. No, in dejansko moraš poznati vsak kotiček, pa tudi te, da rečem, take podle igrice, ki jih lahko imajo dobavitelji in tako naprej, da zna z njimi plezati naprej. No. Ni tako samoumevno, da pač investiraš tistih, ne vem, 100 €, kakorkoli že, pa zadeva pelje sama naprej. Tega ni. Ne, tako da. Imaš idejo o neki širitvi tudi, še kakšno lokacijo, kakšno bo restauracijo? Ne vem, zdaj tako, no, čisto iskreno, jaz sem že imel prej še eno kavarno zraven, pa sem po svoje zadovoljen, ker mi je COVID zaprl. Tako da takrat sem spet začel novo življenje, ne, ker ko sem imel lokal in kavarno, mojega življenja preprosto ni bilo več. Ne. To je bilo, ne vem, če ti rečem primer, glavoboli, nespanje. Ob enih zjutraj sem vstal, sem šel v lokal, zadaj v kuhinji, čaro razvijal, tisto, kar sem imel v glavi, sem mogel dati ven, ker preprosto nisem mogel zaspati. Ne. In še ko sem dal ven, dejansko na lokaciji, v proizvodni, ven iz svoje glave, to, kar sem pač vedel, da moram dati ven, sem šel lahko nazaj domov in zaspal. Ne. Tako da tega življenja nočem več. In ja, lokal, ni mi problem odpreči en lokal, ampak jaz nimam več časa v življenju, da bi odprl še en lokal. Lahko ga odprem, sodelujem in tako naprej, ne morem ga pa jaz voditi. Tako da, ko bom prišel do ljudi, ki pač so nekako pripravljeni ali pa ki imajo to željo, pa ki bom videl, da
so nekako pravi kandidati, nima nobene težave, ampak sam pa ne. Jaz, tako kot sva prej rekla, ne, poleg restauracije, spletne trgovine, dobave nekaterim manjšim trgovcem in tako naprej, tudi dobave večjim trgovcem zdaj tih naših zmesi, pravzaprav nimam nekega manevrskega prostora, kar se tiče časa več. Ne. Tako da za tiste, ki pač ne vejo, o čem govorim, mi smo lansko leto dali na trg nove brezglutenske zmesi za kruh in pa pač izdelke, pekovske izdelke z drožmi. Ta zadeva se je dosti dobro prijela nad pričakovanji, ker pač je odziv na trgu tak, kot je, pa zadovoljstvo gostov, kot je, sem letos, oziroma sem se odločil, da gremo letos na Sial Paris. Sial Paris je eno od večjih prehrambnih sejmov na svetu. Se pravi, 3 sejmi so, ki so relativno veliki in to je eden od njih. Tja gremo predstavljati naše zmesi in pač iskati poslovne partnerje, mogoče celo investitorje za trg zunaj Slovenije. In to je stvar, ki jo bom v prvi vrsti zdaj realiziral, naredil. Kaj se bo zgodilo, ne vem, ker dejansko šele, ko si na trgu vidiš, kako se pač zadeve razvijajo naprej. Imamo eno željo, eno vizijo, imamo eno pričakovanje, ampak trg bo pa povedal pač tisto, kar nam gre. Ne. Tako da jaz mislim, da se bo tukaj zadeva še dogajala, tako da v prvi vrsti mi je pač to zadevo poriniti naprej, potem pa nimam problema, tudi kakšno dodatno lokacijo odpreti. To se lahko relativno hitro naredi. Najmanjši problem je odpreti, sploh ko si v fazi, kot sem jaz, ker pač imamo že neko proizvodno, neke produkte in tako naprej, mi dejansko samo copy-paste naredimo, pa smo tam, ne. Ampak nekdo mora to zgodbo pol peljati naprej. Jaz ti ne moram. Ne, to je to. Razumem. Kaj bi bil razlog, da si ti sploh zapustil London, pa ta sistem, ki ti je bil všeč, pa si šel nazaj? Mislim, sistem dela mi je bil všeč. Sistem življenja pa ne. Ne. London, Toronto, oba dva sta kapitalistična, hitro rastoče mesto. In tam vrednote pravzaprav so samo denar. In London, konkretno moja služba v Londonu je bila od 10 do 3, potem siesta, se pravi zaprt lokal, 2-3 ure in potem nazaj od 6-7 do 11 zvečer. In to vsak dan. 5-6 na teden in to je to. Ne. Tako da ti dejansko nekega življenja nimaš. Tam je dejansko karijera končana. Ni slabo, ampak to tako življenje jaz ne želim. In to je to. Ne. Tako da, dobro, gor sem spoznal tudi svojo drago. Ste se tu spoznali, gor? Ne, gor so se spoznali. A ona tudi v gostincu? Ne, druga branža. Čist. Še dobro. Okay. Pol pa je prišla, se pravi, ta diagnoza. Da nam malo več pove, se pravi. Predvsem, veš, kaj me zanima, ko ste to odkrivali in ko ste dobili diagnozo, kakšni so bili občutki takrat? Dobro, zdaj tako ne. Moje življenje nikoli ni bilo nekaj ful lahko, pa ne rečem, da je bilo težko, ampak tako kot sem rekel, ne, jaz sem vedno iskal nekaj več in valjda, ko iščeš nekaj več, imaš tudi nekaj več problemov, ne, tako da vedno je bilo neka borba z nečem, ne. Tako da, ko je prišla ta celiakija, ja, logično na začetku je, ko spet to, ne, sicer kot gostincem nekaj malega to že prej poznal, ampak v detajle pa ne. In ja, nič, smo se pač soočali, ne, smo šli naprej, ne, iskali pač produkte, ja, iskreno, ko sem videl, da je tista napolitanka, ki je, ne vem, govorijo 40 gramska, kar naenkrat 3 evre me je vrglo nekam, ne, ampak ne, vedno pri tej stvari, oziroma jaz vedno rečem, ne, če se pač neke stvari dražijo, oziroma so drage, treba poskrbeti, da bomo pač prenesli več, da si bomo lahko to privoščili, ne, se pravi, je treba iskati nove možnosti, ki nam pač omogočajo, da naredimo več, da si pač lahko to napolitanko za 3 evre privoščimo, ne, zdaj zmanjševati
Ja, na nek način tudi, ampak bolj je pomembno, da se naredimo več. Ne. Tako, to je tisto, kar... Ja, mislim, da jih ne boš več otroko nazaj, boš pa po manj hrane jedel. Ja, logično, ne, se pravi, treba poskrbeti, da bo pač več manevrskega prostora za to vrstne zadeve. Ne. Je pa res, ne. Hrana je, ne vem, govoriva, moka je krat 7, ne, cifra, mogoče celo več, ne vem, ampak to nekje smo, ne. Tako da brezglutenska hrana je dražja, definitivno. Ne. Zdaj spet imamo tukaj, ne vem, meso, ki ima isto ceno, seveda treba paziti na kontaminacijo, ampak so stvari, ki imajo isto ceno, pa so stvari, ki so pač ekstremno dražje. Ne. Žal so stvari, ki so ekstremno dražje, ravno tiste, na katere smo ljudje navajeni. Ne. Se pravi, pašta, kruh, razne kosmiče in tako naprej. To je pač to, kar je v brezglutenski zgodbi ekstremno dražje. Ne. Tako da, nimamo kaj. Ne. Ja, in pa nič, ne, tako kot sem rekel, ne, sem videl, da dejansko trg rabi neko lokacijo, kjer se bodo lahko ti ljudje normalno usedeli, pojedli kosilo in sem začel blazno razmišljati v tej smeri, da bi pač iz tistega klasičnega lokala, ki sem ga imel v planu, naredil samo korak v levo in odprl brezglutensko zgodbo in to sem naredil. Ja, sicer so me takrat kolegi, ki so bili iz gostinstva, spraševali po zdravju, ne. Ja, vsi. A si bil prvi v Sloveniji z takšnim lokalom? Ja, v bistvu prvi v Sloveniji, pred mano je imela sicer ena oseba v Celju, oziroma v okolici Celja, eno restauracijo, ki jo je takrat tudi že zaprla, tako da potem sem jaz v Ljubljani pač, oziroma v Sloveniji bil nekaj časa edini, ki sem imel pač brezglutensko restauracijo. Takrat je bila sicer še je bila manjša kot je zdaj smo pač vse skupaj malo že povečali in tako naprej, skratka, skozi malo rinemo naprej, širimo nek svojo zgodbo. No. Več vodni trgovec, to velik šel ven, pa boš tam se razširil. Ne, hvala. Kaj še so pa bili znaki, kako ste sploh prišli do te diagnoze? Ok, diagnoza je bila pač po nekem naključju pri enem specialistu, čisto nekaj drugega. Mislim, da smo bili na pediatrični kliniki, ne niti pri svojemu pediatru. Klasični simptomi, no, tako da jaz sem pravzaprav bil takrat kar malo jezen na našo pediatrijo, tega ni odkrila pravočasno, ker ta zadeva se je vlekla kar nekaj časa, govorimo pač več kot leto dni. Ne. Dobro, ok, pustimo zdaj, zadeva se je poštimala, vse je ok, ampak je pa tak, ne, malo en grenak preokus, ker ni bilo narejeno tako, kot moglo biti, ampak spet, kaj ćemo, ne, gledamo naprej, ne nazaj. Ok, zdaj bi ena stvar, kar bi želel, se pravi, da nam ti poveš, kar si ti spoznal, oziroma kako ti razumeš to bolezen, ne? Ker celiakija je bolezen, to ni alergija, to ni intoleranca, ker marsikdo meša, je to bolezen, ne? Se pravi, kaj ta bolezen dejansko počne, kaj je posledica te bolezni? Dobro, zdaj tako, ne, se pravi, celiakija je avtoimuna bolezen, ki zahteva 100% dieto brez glutena, ne, zdaj, če je dieta brez glutena, potem je življenje normalno, kot pri vseh ostalih, ki pač te bolezni nimajo, ne. Ampak ta dieta mora biti 100%, ne. Se pravi, glutenček je, pri glutenu je problem, ker se gluten sešteva v telesu, ne. Se pravi, če mi vneseva, ne vem, eno pivo, ki je sicer, ne vem, na 20 ppm, se pravi 20 enot, ki so dovoljene po zakonodaji, pač, da jih celiakaš lahko vnese, je pač meja dosežena. Če spijeva še eno pivo, sva že na 40 ppm, ne, kar pomeni, da dejansko so šla čez, ne. Se pravi, ja, treba je paziti, da so vse surovine, ki so brez glutena in je vse ok, vkolikor pa pač to ni, pa lahko dolgoročno pomeni spet. Drugo, pridružena bolezen, avtoimune bolezni so med sabo povezane, lahko pride do koronavi, itd. Potem pa vse skupaj samo še teže, ne. Pač omejitve so dodatne. Moja prva sodelavka, ki sem jo imel v Zoisli, je imela kronovo in celiakijo in ne vem, en primer dam samo, bila je sobota, nedelja, ko je bila ona prosta, na začetku so bila zelo malo prosta, ampak ok, sobota, nedelja, ko je bila ona prosta, sem jo vprašal, kako se je imela, kako je bil vikend. Pa je rekla, v redu, ok, pa sicer sem ob 3 zjutraj prišla ravno iz urgence, ampak v redu. Sem jaz njo pogledal, kako to misliš v redu, pa prišla si iz urgence, ne razumem. Ja, v bistvu je pa tako, da je, ne vem, takrat pojedla nek listek rukole, samo en listek in se je želodec v bistvu oprnil. Je mogla iti na urgenco, da si vse to sanirala. Tako da
če ima nekdo celiakijo, v bistvu to ni neka huda reč, ne, to je čisto normalno življenje, ampak je pa treba spoštovati brezglutensko dieto. To pa je to. Ne. Tako da obstaja veliko hujše bolezni, tako da mi pravzaprav, pa se to je na nek način lahko rečeva celo, se bo čudno slišalo, ampak darilo, ne, ker jaz osebno se počutim veliko boljše brez glutena, je res, da sem jaz tisti, ki pač je prenašalec za moje hčere, tako da jaz sem vesel, narekovaj, da mi je odprla oči, ker jaz takrat nisem vedel, da je glutenček tisti, ki meni dela dejansko težave. Zdaj vem, jaz se počutim fantastično, odkar ne uživam glutena. Zdaj je že tega kar 10 let, 8 let, kakorkoli, 100% brez glutena in je res super. Ne. Tako da, to je to. Ok. Zdaj ti veš, da smo tudi mi pred kratkim dobili diagnozo celiakije pri otroku. Zato je meni zdaj ta tematika toliko močnejša. Sicer zdaj vidim, 1 mesec nazaj cirka, kar smo dobili potrjeno. Takrat je bila to drama v nas, vsi možni občutki. In spomnim se, prvi dan po diagnozi je bil občutek zelo podoben prvemu dnevu COVID-a. Ne upam dihati, da ne bo prišlo vame to. Ne? Pa jaz nimam tega. Ampak nisem podihati za otroka. Teda, to so diagnoze, ki vseeno zabolijo, vsaj nas so zelo, pa poznam še marsikoga, ki je, pa marsikdo je čutil našo bolečino v tem primeru. Je pa res, kot si rekel, celiakija ni najhujša bolezen, daleč od tega. Mogoče je na tisti, ki spremeni življenje, predvsej z vidika način navade, se moraš kar predvsej prilagajati. Tako da, po eni strani ti vsi reče, se pa to se da danes najti nadomestke, ampak ni. Ne? Življenje v praksi je zelo drugačno, v marsičem. In kar se nam dosti dogaja, seveda, ampak kaj to pomeni, koliko pa lahko, ne? No, dej, povej ti, ki si toliko na detajle, ne? Koliko pa lahko glutena? Nič ne, zelo preprosto, veš. Mislim, dejansko nič, no. Tako da tukaj se igramo pač z zdravjem, ne. Se pravi, svoje zdravje, sam si gospodar njega, ne. Če pa govorimo o zdravju nekoga drugega, sploh če pa to otroka, ki pač nima svojega pravega razmišljanja, realnega razmišljanja, pa pač moramo biti toliko bolj odgovorni in pač res 100% pač brezglutenska dieta je edina prava pot za celiakaša. Ne. Se pravi, vsa ta razna prehranjevanja nekje zunaj, kjer ni 100%, so v bistvu nek riziko, da si življenje otežiš, mogoče ne ravno jutri, ampak pojutrišnjem. Ne. Tako da pač se je treba vprašati, kaj želimo. Ne. Ja, ni lahko zunaj zadešiti, ne vem, tamle bure, kakorkoli že, ne, veš. Ampak, se navadaš, meni več nič ne deši, ne. Meni je the best, meni nič ne manjka, ne. Ok, resno, smo vse malo drugačno zgodbo mogoče, ne, zdaj res imamo vsega več kot dovolj, ne, včasih več ne vem, kaj bi sploh probal, ker je že tukaj enih stvari, ampak 100% dieta je nojna dieta. To je edina prava pot. Žal mi je za vse tiste, ki pač zavestno grešijo, ne, ker so ljudje, ki so mnenja, da lahko pač jemo skoraj kjerkoli, ne, pač malo pazijo, pa je to. Zdaj, jaz vem, kako deluje zgodba v gostinstvu, ne rečem, da je povsod isto, ampak kadar se menja, treba je biti previden. Tako da jaz mislim, da je pač treba izbirati lokacije, ve se, katere lokacije so primerne za brezglutensko dieto. In to je to, nažalost. Ne. Saj rastejo, saj vsak dan več ponudbe, tako da, če ni danes, bo jutri več. Ne. Tako da moramo biti malo potrpežljivi mogoče, pa pač sprejeti dejstva in pač na nek način smo omejeni, po drugi strani pa, tako kot sem prej rekel, je mogoče to tudi darilo, čeprav se čudno sliši, ampak mi smo, če smo včasih imeli samo tisto brezvezno pašto, Pariž, prazen doma, ne. Imamo zdaj mogoče še lečo, ajdo, čičeriko, proso, kup enih žit, ki so ful zanimiva, ki so ful dobra. Ne. Pa ni nujno, saj so na nek način tudi dražja. Po drugi strani pa, se dajemo vase. Ne. Spet, ne more si vsak privoščiti vsega, to mi je jasno. Ne. Kila kvinoje danes je, ne vem, 15 €. Ne. Kruta cifra, ampak saj so tudi cenejša, boljša žita, ne. Tako da, to je to. Tukaj bi mogoče poudaril,
Ne, da ko priješ v neko restauracijo, pa nekje so alergeni celo navedeni pravilno, pa ni zraven glutena, to še meni, da je dejansko brez glutena. Ne. Da Ja. to je, malo poveš mogoče v praksi, kako hitro prije do kontaminacije živil. Mislim, kontaminacija je res hitra. Ne? Gluten je v začimbah, gluten je v marsičem, ne vem, lipstik ga ima glutenček noter, zato ker je škrop eno tako odlično dobra surovina, na katero se dobro vežejo barve, dobro dela struktura in tako naprej. In pač sploh veliko krat se je pšenični škrop uporabljal za vse te stvari, ker pač je tudi cenovno dostopen in tako naprej, sploh za večje proizvodne. Danes vidim, da se že precej tudi tam pšeničnemu škrobu izogibajo in pač dajo druge oblike škroba noter, oziroma pač se poslužujejo drugih korakov, da se temu izognejo. Ampak kontaminacija je res hitra. No? Pa tako, kot sem prej rekel, gluten se sešteva. Ne? Tako da, če, ne vem, govoriva zdaj otrok uporablja plastelin in tudi plastelin ima gluten noter, ne? In ta plastelin seveda on ne bo jedel, ne? Ampak otroci ga velikokrat primejo z rokami in ta roka gre velikokrat potem tudi v usta. Ne? Tako da je treba tudi razmišljati mogoče korak naprej, ne? Kaj bo otrok pol počel s tem plastelinom. Ja, on ga bo odložil tam v redu, vse super, ampak kaj pa z roko počel, s katero ga je pač prijemal. Ne? Tako da spet, on ga bo malo nesel noter, ok, ni še dosegel meje, ampak kolikrat ga bo nesel noter, ne? A bo dosegel mejo ali ne, potem pa naj še nekdo naredi neko napako, sicer manjšo, pa se spet sešteva. Ne? Tako da kontaminacija je hitra. Res hitra. Zato pa pravim, da 100% dieta, preverjeni lokali, to je edina pot. No? Pač če jemo zunaj. Ne? Doma pa, ja, ok, lahko se zanašamo na to, da pač niso navedeni alergeni ali pa da pač gluten ni naveden med seznami alergenov na izdelku. Lahko se na to zanašamo, ampak verjetno se nam bo hitro zgodilo, da bo prišlo do kakšnega prekrška, ki pač za njega sploh ne bomo vedeli. Govorim zato, ker pač k meni prihajajo ljudje, zdaj v 10 letih sem že marsikoga spoznal, ljudi, ki pač so dobili potrjeno zgodbo pri 60 letih, pri 30 letih, vse obstaja. Ne? So ljudje, ki so imeli že 30 let težave, pa so jim šele zdaj odkrili, dejansko potrdili zadevo. Ne? Tako da pač, ja, je treba biti previden. Ja, vidim to zdaj, ko smo mi začeli začimbe raziskovati. Koliko to. Pa, dejansko greš v trgovino, pogledaš začimbo, ne piše nič. Ja, to je to. Pol pa najdeš iz te iste znamke, pa 20 začimbo, kjer pa dejansko piše, da je lahko možno glutena, kker meni, da so v bistvu vse. Ja, verjetno. Mislim, da je tako, no, posploševati mogoče ni ravno v redu, ampak spet verjetno prihaja do kontaminacije na pakirnih strojih oziroma v pakirnicah. Ne? In zdaj, ja, če ima ena začimba, verjetno tudi druga, ni pa nujno, da se je res tista druga tudi pakirala tukaj, ampak tukaj mogoče je vredno, ne vem, napisati mail ali pa narediti neko povpraševanje pri podjetju, ki pač to zadevo izvaja, daje na trg in vidiš pol, kako pa kaj. No. Tako da. Ja, nam je sigurno ful pomagalo, ko si ti nam rekel, ne, se pravi, če obstaja zgolj možnost, zakaj jo ne dati proti, če imaš alternativo. Ja, dejstvo, ja, dejstvo. Kako uspeš v restauraciji poskrbeti, da ne pride do kontaminacije, da ne bi nekdo zunanji dejansko kontaminiral stvari notri? Bodi si ali gostje, bodi si dobavitelji, ko ti pridejo v prostor, pa pri prevzemih. Ok, se pravi, celjaka se mora tudi zavedati, da pač obstajajo možnosti kontaminacije pač od gosta do gosta. Ne? Zdaj, jaz ne moram nobenemu gostu, oziroma jaz nimam nobenih detektorjev glutena na njegovih oblačilih, ne? Ampak ljudje morajo vedeti, ne? Se pravi, celjakaš je itak že po defaultu bolj previden, ko pač prihaja v neko restauracijo. Dobro, mi smo neka varna restauracija, ampak tudi pri nas konec koncev lahko pride nekdo, ki je pač prejedel žemljaco, ne vem. In saj se ve, ne, pač roke morajo biti čiste, če uživa z rokami, če uživa s priborom, ni nobenega problema. Ampak pri starejših to ni problem, ker ne vnašajo dejansko z rokami v usta. Ne. Tako da tukaj iz vidika gost na gost težko pride do neke kontaminacije. Kar se tiče pa zadeve zadej, mora biti pa zadeva pač urejena tako, da je pač, ok, tako obstaja HACCP, ki pač daje neka pravila igre, kako pač se sprejema živila in tako naprej, oziroma surovine v prehrambeni obrat. Pa pač preprosto, dobavitelji pač izjave
analize, pač vse to mora biti narejeno, nimaš kaj, ne. Saj, na začetku je ogromno enega materiala za narediti, ogromno enih stvari, ogromno enih preverjanj in tako naprej, ampak potem, ko padeš noter v ta ritem, ne, je lažje, vsak dan lažje, no. Tako da mi imamo zdaj tak linijo, vemo, kdo je ok, kdo ni, pač mi, ne, ja, pač imamo tiste, ki so ok. Je pa dejstvo, ena zgodba mogoče nastala na začetku, ko sem iskal mesarja, ne, sem šel v eno mesnico, manjšo mesnico po nekem priporočilu, ker sem pač hotel dober kos mesa in je v bistvu lastnik mesarije mi je rekel, seveda meso itak nima glutena, ni nobenega problema, sem rekel, super, ok, gremo naprej. Mi je rekel, da sem tam malo počakaj, takoj pridem. Takrat je pa prišel njegov mesar, se pravi zaposlena oseba, v bistvu v eni roki imel meso, v drugi roki pa sendvič. Takrat sem rekel, ok, tukaj ne bom vzel materiala, ampak hočem ti reči, tukaj prije do nekih kontaminacij, ki so možne. Ne. Samo meso po defaultu nima glutena, ampak je pa lahko kontaminiran na način, kot sem ga pač omenil. Tako da zato pravim, da res je treba razmišljati pozitivno, se pravi brez glutena, 100%, ker nikoli ne veš, mogoče pa je vseeno bila neka kontaminacija narejena, mogoče manjša, pa če si ti poskrbel za 100% brezglutenska dieta, mogoče tista majhna ne bo vplivala na to. Ne? Ok, tako. Ja, tukaj mene recimo presenetilo, ko sem raziskoval s ChatGPT-jem, pa ga prosil za vire, pa se mi navedel eno raziskavo na Švedskem, na vzorcu 50,000 ljudi, kjer so 4 tedne zapored preverili kontaminacijo v njih. Ne? Torej, to so bili ljudje, ki so se dejansko držali, celikaši, ki so si pisali dnevnike, vse je bilo maksimalno so dali od sebe, da ja, ne bi prišel do kontaminacije. Pri 87% je bila zaznana kontaminacija v 4 tednih. To pomeni praktično vsak v roku enega meseca nekako v sebe vnese preveč. Ne? Tako da ne bove, kako se v tvojem primeru, a po vašem primeru, kako se je okolica odzivala na vse to? Kako je to sprejemala? Kako so pomagali? Ali je bilo tudi, da ni bilo razumevanja? Govoriva otrok, družina? Ali? Družina, prijatelji, vaša okolica, vaš socialni krog. Mislim, mi smo imeli dosti dobro podporo, kar se tega tiče. Ok, moja hči ni imela, da rečem, nobenih manjkov ali pa zelo malo, ne, tako da takrat smo itak se več na začetku, ko pač imaš neko tako zgodbo. Mi smo prepričani, da moramo takoj zagotoviti otroku nemoteno življenje in seveda takrat in aparat za sladoled in vse smo kupovali, vse sami delali, ne, seveda on aparat zdaj stoji tam na omari, kar smo ga kupili, smo ga trikrat uporabljali, ampak ok. Skratka, ne, drugače pa vsi zelo, mislim, sploh kar se tiče družine, vsi zelo kooperativni, se pravi, babica moje hčere, moja tašča v bistvu, je iz svojega gospodinjstva vrgla ven gluten, sploh nima glutena, nikjer, tako da dejansko se moj otrok lahko pri njej prehranjuje in se 3-krat tedensko hodi k njej na kosilo. Je pač, vsi so šli res v to smer, da moj otrok oziroma njihov družinski član dobi še vedno možnost normalnega prehranjevanja. Če pač mi jemo, ne vem, nek kos mesa, ga bo tudi to najedla, ne. To je to, no. Tako da vsi so se prilagodili. Res, kar se tega tiče v moji družini oziroma v ožji družini, nimam kaj reči, ne. Vse super, res. 5 od 5. Lepo. Ja, res, to je kar, mislim, sploh da nekdo zbriše gluten iz svojega gospodinjstva, zato da pač to je res velika stvar. Ker to je sprememba življenja, ne, in ni vsak pripravljen tega narediti. Ja, se strinjam. To poznam. Mislim, se je težko že, ko moraš, je težko. Kaj še reko, ne rabiš, pa hočeš samo pomagati. Vse to. Torej, kaj pa ta prijateljski krog? V bistvu nobenih težav. No. Mislim, zdaj tako, no, če govorimo o prijatelji moje hčere in tako naprej, oni, se pravi, kamorkoli, na kakršnokoli praznovanje smo šli, smo mi poskrbeli za te dobrote oziroma te stvari, ki pač so jih drugi uživali, smo mi vedno iskali neko najbližjo alternativo, se pravi, če smo imeli popse, smo mi pač imeli brezglutenske popse, kakorkoli, ne. Tako da, tako, moram reči, da smo se trudili, da je bila zadeva čim manj invazivna na otroka, ne. Se pravi, na začetku smo celo tako delali, ko je šla hči
šolo v naravi je moja žena takrat najela apartma zraven tiste njihove hiše, kjer so bili, ne, tako da je lahko kuhala in jim nosila pač hrano. Tako da sploh na začetku je ful pomembno, da v bistvu otrok tega ne čuti, tako potem pa starejši, kot je lažje vse skupaj malček, pa so izkušnje, pa tudi otrok oziroma oseba pol lažje vse skupaj sprejema in pač tudi razume drugače kot, ne vem, moja hči je bila takrat stara 6-7 let, ko je dobila potrjeno, takrat je pač tako malo, ne, ni še ravno oseba, ki bi lahko blazno sprejemala ali pa razumela take, da rečem, relativno močne spremembe. Kako pa ste vi sploh to finančno lahko takrat pokrivali to razliko? Ker ne, da gre zdaj žena zraven v šolo v naravi in najame ta apartma, to je na koncu orang ekstra strošek v življenju. Mislim, eno je finančni strošek, drugo pa je časovni strošek. Ne? Še v bistvu moraš pripravljati kosilo, zajtrke, vse. Pravzaprav si ti pol za vse. Ne? Ni več nobenega zunanjega, ki bi lahko to pripravljal. Ne? Mi smo poskušali seveda z vrtcem nekaj urejati, ampak nikoli nismo pa 100% uredili. Lahko smo mogoče imeli zajtrke urejene, kosila ne, pa tako naprej. Ne? Tako da, ja, mislim, je borba, je težko, ne? In zato velikokrat predvidevam, ljudje pol tudi ne zmorejo tega pritiska, ne zmorejo tega tempa, niti psihično, fizično, finančno in so nekako na točki, ko rečejo, ok, ne moram več. Sem pripravljen sprejeti neko napako. Ne. Tako da, ja, mi smo pač pohendljali, zdaj smo, kjer smo, ampak začetki so pa zagotovo kar stresni za vse pravzaprav. Ne. Tako, že tako, ko imaš majhne otroke, je stres. Ne. Pa ko imaš še to... To pa najlažja stvar v življenju. Ok, mislim, jaz sem pretekel že neki maraton, pa moram reči, da mi je bilo tako otroštvo oziroma delo z mojimi otroci težje kot maraton. Ja, naše zaklade in naša ogledala. Ja, in potem je zanimivo to, ko sem jaz moji ženi rekel, ok, zdaj bom pa jaz odprl lokal. Midva pa, se pravi, ta mala je bila stara 6 let, ta mala je bila star 2 leti. Tako meni reče, čekaj malo, 2 leti, 6 let, kako to misliš odprl lokal? Mi je sama za sebe, že tako je bilo preveč vsega, veš. Ne, dejansko je bila potrjena celiakija že takrat, jaz sem pa rekel, ok, jaz bom zdaj odprl lokal za celiakaše, veš. Tako meni rekel, ti nisi normalen. Kako? S čim? Ki imamo čas? Tudi konec finance, veš. Ne, mi smo že takrat, seveda, ko greš v to zgodbo in tako poženeš en kup enega denarja, ker sem rekel, ja, tisti paketek politank 40 gramskih 3 evre, kakorkoli že se ne, mogoče zdaj že 5. Ampak tako, dejansko so cifre res ogromne. No. Tako da, ja, lej, tako je, ne, pač izzivi. Življenje. Ti se vedno tako proaktivno odzoveš na izzive ali imaš zdaj tudi kakšne težke trenutke, ko bi najrajši sam obupal? Mislim, da je obupal, da pridejo trenutki, da je po moja sem že nek 10krat rekel, ok, vse skupaj bom zaprl, končal, grem, čau, ni me več. Valjda, in tako so težki trenutki, logično, ampak kaj sem pol zadevo, ne? Sem se že navadil, da vem, kako reagiram, kako reagirati v situaciji in tako je res najbolj pomembno, da zadihaš in potem reagiraš, ne? Ta prva reakcija ni nikoli dobra, no, oziroma običajno ne. No. Tako da, kar se tiče poslovnega sveta, pa tega načeloma sem se zelo dobro natreniral. Ja, seveda ne, ki pa pol tudi popustine, mogoče bi lahko še kaj drugega spustil ta svoj, ko ne rečem, to svojo energijo, mogoče malo pomislil predno, kakšno stvar rečeš, ampak ok, okay. Nič hujžga, ampak tako. Ja, se učimo celo življenje. No. Tako da nisem idealen, ampak... Mislim se, kadar imaš tako visoke standarde, kot ti, ne boš nikoli verjetno idealen. Ja, veš kaj, stvar je taka, da bo moja žena zelo podobne standarde, oziroma mogoče še malo višje, tako da... Tako da to je to. To je to. Ja, ampak ok, ne, v redu, vse se preklapa, tako ni panike. Kaj pa ljudje, ko pridejo k tebi, recimo, po tem, ko dobijo lik diagnozo in tako dalje,
Kaj so ponovno njihove skrbi? Kakšna so njihove vprašanja največkrat? Pa sej ne vem, če imajo sploh neka vprašanja. Oni bolj pridejo se v miru najest, ki se pač nekjer drugje ne morajo. Pridejo v nek varen kotiček, se umaknejo in so sami s sabo na varnem. Tako da zdaj ok, če pač želi kdo kakšno komunikacijo, se veliko krat tudi je, ne. Seveda mi z veseljem, ne, kakšno stvar povemo, se pogovorimo, kakorkoli, no. Ampak ljudje pridejo k nam se umiriti, pač pojesti tisti zaslužen obrok, ki ga mogoče, ne vem, nikjer drugje skoraj ne morejo dobiti. In to je to, no. Tako da mi imamo, mislim, vsaj jaz sem takega mnenja, najboljše goste. Res dihajo z nami, mi z njimi. Tako nisem si mislil, da bomo kdaj pripeljali to zgodbo do te točke, da bom lahko rekel, da imam pa res fantastične goste. Ko se mi zdi, da sem, vse zato pa, ne, tisto, kar sem prej rekel, jaz imam res feeling, da sem na kavi z njimi. Ker tako kot komunikacija, pustimo, so izjeme, ne, vedno bojo, delamo z ljudmi. Ampak generalno je pa to noro, res. To ne doživiš, to je enkrat v življenju. Tako, hočem reči, da ti taka stvar rata, ne. Ampak, ja, lej, ratale. Dajte se malo spoznamo tako kot človeka, ko se tvoj koledar, ko ni notri nobenega upravka ali pa službe, kaj najrajši počneš? Ja, lej. Dobro, velik del mojega življenja je šport, aktivnosti. Jaz dejansko nisem nič v mirovanju ali pa skoraj nič, ne. Če sem doma, zelo težko sedim na kavču, nič ne sedim, ne. Zlagam perilo pa gledam televizijo, če že brez heca, tako pač je, ne. Tako malo čuden sem, ne, ampak tako je. Drugače pa ja, šport, družina, to je to, ne. Tako da, ne vem. Šport, tek, omenil si maratone ali še kaj drugega? Ja, mislim, da včasih sem več tekel, sem pretekel nekaj maratonov, gorskih maratonov, to govoriva razdalje, ne vem, gorski maraton 38 km, maraton 42 km, kar nekaj njih, no. Zdaj je pa tako, da pač, ne, smo obremenjevali telo ti da neke znake, treba se znati poslušati in vidim, da dejansko nisem več za maratone, za to vrstne zgodbe, ne, tako da zdaj sem presedlal na tiste manj invazivne športe, kot so, ne, kolo, potem nekaj za glavo, za telo, neke take, da rečem, športe, ki ni ravno joga, ampak nekaj v tej smeri, no. Tako da z leti potem malo spreminjaš svoje aktivnosti, svoje tudi športe, konec koncev, tudi jaz sem jih spremenil. Drugače pa vse od badmintona, ki ga več ne morem igrati, teka, plezanja, ne vem, vse je bilo. Smučanje je še vedno, ampak ok, tek na smučeh. Mislim vse. Familija pa itak nekako na prvem mestu, ne, čeprav ob vsem tem tempu je mogoče najdeti težko čez vse to, ampak se mi zdi, da nam kar ratuje, no. Oziroma vsak dan je lažje, no, recimo tako, no. Če se vrnem nazaj na moje začetke, ko sem odprl lokal, moj delovnik je bil v bistvu od 6 zjutraj do 8 zvečer v lokalu in potem v bistvu birokracija, računalnik do 11, 12 zvečer. To je bilo 1 leto, 2 leti skozi. Sobote, nedelje, skozi. In to je ta del, ki sem ga prej omenil, ne. Ni tako lahko, pa v bistvu samoumevno, da bo zgodba peljala naprej. Jaz sem bil fizično, psihično relativno ok pripravljen, tako da sem to zadevo uspel nekako speljati. Sem pa siguren, da če bi pa takrat prišlo do kakšne bolezni, da bi bil jaz odsoten mesec, 2, zadeva se potopi. Res, ker nisem imel prvo niti finančnega zaledja, da bi lahko dal nekoga za backup, tako da sem bil v bistvu jaz za vse. In ne gre drugačno, pač tako je, ne. Jaz sem odpiral lokal z res nizkim budžetom, kuhinjo sem kupil na dražbi, tako da ful enih stvari, tako je bilo zanimivo. Veš,
sem imel prav občutek, da si zmagovalec na svoj način. Ne? Ker iščeš načine, kako dejansko dosežeš cilj, ne pa kako ostati v problemu. Ja. Pa se da sploh lokal odpreti na lažji način? Tako, je to možno? Ali je to nekako kar poprečna zgodba? Ne, jaz mislim, da če je lokal na lažji način, je to zelo poprečna zgodba. Ti moraš v bistvu biti noter, poznati vsak milimeter lokala, da ga lahko dejansko peleš naprej. Ljudje smo različni ali pa so različni, no, in slejko prej nabašaš na nekoga, ki te bo pač poskušal zavrteti, narediti nekaj njemu prid, pač za tebe je pač vse ene. Tako da pač to vse moraš nekako znati preprečiti, ne. Takih stvari je veliko, ne. Tako da ni lahke poti, ne. Tudi ni majhnih denarjev, kar se tiče vložkov, ne. So pa mogoče lahko malo manjši, pa še vedno ne majhni, ne. Tako da, se pravim, jaz sem imel srečo, ko sem odpiral lokal, da sem pač slučajno takrat dobil informacijo za eno dražbo enega planinskega doma, kjer sem dejansko kuhinjo, govoriva komplet vse in ekspult in vse te stvari kupil na relativno ugoden denar, ker drugače bi že takrat v samem štartu imel obremenitve iz finančnega vidika toliko velike, da bi tudi tisto bilo kar težko, ne. Ampak se verjetno bi bilo pa še težje. Kaj pa zdaj se pravi, ko imaš te svoje artikle, ki jih prodajaš? Ti imaš dejansko svojo proizvodnjo v celoti, od zrna do kupca? Ja, mislim zdaj tako, no. Mi smo še, ne vem, 3 leta nazaj kupovali surovine pri slovenskih dobaviteljih oziroma pri slovenskih trgovcih. Zdaj pač smo te zadeve prerastali oziroma zdaj pač kupujemo surovine na tujih trgih, govoriva Nemčija, Italija, še kje drugje, no. In to so zdaj količine, ki, ne vem, govorimo palete 2, 700 kilo, tona v enem šusu pride noter v obrat, ne. Tako da zdaj smo na tistih številkah, kjer dejansko se potem že pri sami nabavni količini potem tudi nabavna cena spreminja, ne. Ker prej smo res kupovali surovine za zelo visoke denarje, pač tako je, no. So začetki, ne. Zdaj pa je bistveno boljše, ampak še vedno te surovine bodo vedno dražje. Mi iščemo pač kvaliteto, gremo na ekološko, sploh če govorimo o zrnih, o mokah, gremo na ekološko, gremo na certificirano, brez glutena, vse analize, vse mora biti narejeno, no. Tako da te dodatne analize, vse to zahteva nek dodaten strošek oziroma dodatno prisotnost, posledičen strošek, ne. Tako pač je. Ampak ja, ne. Gremo naprej. Gremo naprej. Si že nekajkrat, mislim, da danes to Ja, frazo uporabil, gremo naprej. Mogoče bi se mogel dati majico, gremo naprej. Gremo naprej. Ja, Okay. Kaj bi bil pa, recimo, kaj bi pa ti zdaj potreboval za naslednji korak v tem segmentu svojega posla? Da vidimo, mogoče pa kdo iz publike se oglasi pa reče, lahko ti pomagam. No, mislim, zdaj tako, jaz vem, da bo vsaka nova širitev pač pomenila spet novo obremenitev zame, ne. En del mene si želi to obremenitev, drug del mene si želi pa že malo bolj normalno življenje, ne. Tako da jaz mislim, da bo spet tokrat zmagal ta prvi del, ne, se pravi dodatna obremenitev, ampak počasi bom pa pol res že izklapljal, ne. Pa se ne, da sem toliko star, ampak spet, ne, so neki limiti in tega se pač moramo zavedati. Tako da jaz grem se pravi na sejem, gremo predstavljati svoje izdelke z namenom pač iskanja novih trgovcev in tudi novih poslovnih partnerjev v smislu investitorjev, ne. Tako da vkolikor pač bomo videli, oziroma bom vedel, da pač so neki indici, da je potencial oziroma da se lahko zadeva širi na evropski trg, na svetovni trg, kakorkoli, bom pač tudi šel v postavitev proizvodne, ki pač bo bistveno večja, kot je trenutno. Ampak ja, seveda, najprej pač moram dobiti neko potrditev, da je ta produkt zanimiv na trgu. Zaenkrat v Sloveniji lahko rečem, da je zanimiv, da imamo neko pravo zgodbo, ampak
Za Slovenijo imamo dovolj veliko proizvodno, ne rabimo več. Če gremo pa ven, smo pa premehni. Moramo pa pač proizvodno povečati. In to je ta del, ki pravzaprav me malo skrbi na nek način, ker ne vem, če si sploh želim to večjo zgodbo. Ne. Tako da bomo videli, kaj bo pač pokazal oktober in pač se pustim. Ne. Ti si nekdaj samo v gostinstvu bil, ali si tudi nekaj drugega počel? Ne, v bistvu sem rojen gostinc in to res v pravem pomenu besede. Jaz sem, se pravi, po osnovni šoli sem šel na gostinsko šolo, potem sem šel na fakulteto oziroma naprej, se pravi, na fakulteto in končal pač tudi tisto, da rečem, dodatno izobraževanje na Bledu. In ostal v gostinstvu, no, tako da gostinstvo je v bistvu velik del mojega življenja in tukaj sem doma. In tudi danes ne bi zamenjal te zgodbe, ker, kot sem rekel, če se jaz počutim v moji restauraciji z mojimi gosti, kot da sem s prijatelji na kavi, jaz ne vem, če lahko še kaj boljšega v življenju. Ampak če bi mogel izbrati zdaj čist drugo smer, kaj bi počel? Po moje kakšna anatomija telesa, kakšna ta smerno. Se pravi, meni je vedno zanimivo spoznavati sebe, svoje telo, ker sem videl, da na račun tega, če poznaš svoje telo, v bistvu lahko veliko dobiš ali pa veliko izgubiš, če se ne poznaš. Se pravi, zagotovo bi šel v to, da se še bolj spoznam. Ne samo sebe, ampak nasplošno. Ljudi, človeka. Tako da ta del mi je ful zanimiv. To je pa moje že kar to. Če me vprašaš za eno stvar. To je to. S kje črpaš danes neke informacije za sebe, za življenje, za posel, kaj imaš rajši knjige, kakšne podcaste, kakšne predavanja? Veš kako, ja, podcasti zanimivi, tako naprej, ampak mislim, ful veliko stvari je zanimivih na trgu, sem preprosto časovno mi ne rata, ne. Tako da izberem tisto, kar mi v bistvu časovno ne predstavlja neke omejitve in to so ravno ti podcasti in pač spletne informacije in tako naprej. Drugače pa velik del mojega razvoja oziroma razvoja, ki smo ga naredili v preteklih letih v restauraciji, je prišlo iz vira mojih gostov. Se pravi, oni mi povejo, kaj rabijo, oni mi povejo, kaj želijo, kaj pogrešajo. Tudi tako je prišlo kar nekaj jedi, tako je prišlo kar nekaj sprememb pri določenih jedeh, tako so prišle te naše zmesi konec koncev, ne. Vidiš, da ljudje nimajo časa danes, da se ukvarjajo, da v bistvu, da se ukvarjajo z drožmi, da jih negujejo, da se pogovarjajo z njimi, dihajo z njimi, ne. Tako da mi naredimo to za njih, potem oni dejansko samo zaključek dokončajo, še vedno so naredili nekaj, ne. Tako da imajo občutek, okej, ampak to je to, no, tako da gostje so mi tisti, ki mi dajo ogromno informacij, potem pa pač vse ostalo, ne. Mislim, jaz mislim, da nekako mi je ratalo v bistvu ujeti ta ritem med tempom življenja, gosti, restauracijo, vse to nekako, no. Ampak saj ni idealno, da se razumemo, ne živimo v nekih idealih, ampak imam pa relativno okej stvari postavljene, oziroma se mi zdi, da sem jih okej sestavil skupaj, no. Te puzle. Otroka greste tudi v to smer kakšno? Tako, mislim, ja, zadeva ima je ful zanimiva, jaz nobenega nič ne prepričujem, želim, da pač odločitev izključno njuna, imata pa seveda vse možnosti, da pač razvijata svoje mišljenje in hči je blazno, ona dela take produkte, razvija, droži, mislim, ful enih stvari že sama naredi, tako noro okusne zadeve. Ona je pravzaprav kriva, da sem jaz tudi te droži toliko pogonov naprej, sploh ta zadnji del, zdaj bomo počasi začeli z aktivnimi drožmi, spet razvijam zgodbo, da bi imeli tudi večji hlebci kruha, mogoče posledično pekarno, ne vem še, ne, ampak tako ful enih stvari se dogaja. No. Ampak kaj to pomeni, ker ti imaš tam neke štruce kruha, ne, že narejene? Imam, ampak Kaj je še zdaj to razlika?
Ja, razlika je ta, da se pravi, mi imamo zdaj te manjše kruhke z drožmi, ki jih pač preprosto spečeš najhitreje, manjši čas peke in tako naprej, ker pač so manjši, ne, plus da ne rabe toliko močnih drožji, kot pač jih imajo večji hlebci. Ne. Zdaj, če gre pa spet delati z aktivnimi drožmi, je pa pač zgodba drugačna, zadeva se pač fermentira, razmišljamo o postavitvi hladilnice in tako naprej, kjer bi dejansko jih fermentirali čez noč in potem drug dan dal na trg. Mislim, to je zgodba, ki je še relativno v oblakih. Se pravi, to je zdaj letos je sijal pa res in potem vidimo, kako pa kaj naprej. No. Mislim, idej je ogromno, ne, ampak ne, časa ni. Ne. Tako da se moramo nekaj ostaviti. Ampak mi je zanimivo, rečeš, da nimamo časa, ne? Hkrati pa radiš toliko stvari o tem času, ki ga pa imaš, kar meni, a znaš tako dobro optimizirati, enostavno nimaš časa se obrniti nazaj, pa jaz sam gremo dalje. Jaz mislim, da sem malo čuden, kar se tiče, ali pa nisem, vse po moja večina takih, ki so sami naredili neko zgodbo, razmišlja isto kot jaz. Skratka, jaz, če nisem, tudi če sem na dopustu, če nekaj ne naredim, mi je čuden dan. Ne, jaz moram nekaj razvijati, nekaj, se pravi, po možganih premetavati, da sem zadovoljen. To je malo tako, ne, lahko bolezensko stanje, ampak tako pač je, ne, smo tam, ne. Tako da tudi kadar, se pravi, ne, lahko zlagam perilo, pa zraven razmišljam o hladilnici, o kruhu, ne. Pač tako je, tako sem se navadil živeti in tako je moje življenje zadnjih 10 let, ne. In pač, kaj pa vem, ne. To je čist nekaj normalnega po moje. Ko si omenil potovanja, ko zdaj potujete, koliko planirate vnaprej, da ne bi bilo stika z glutenom sprej, a gledate hotele, ki so po možnosti brezglutenski, iščete lokacije, kjer so okoli restauracije, greste samo v Airbnb, sprej, kaj še je zdaj to način potovanja? Zdaj tako, itak, to je najtežji del, ne, nekako brezglutenske zgodbe, ne, je pač so ta potovanja in tako naprej, ne. Tako da blazno pač planiramo, kam gremo, kako gremo, je to letalo ali to avto, pa imaš pač neki robe s sabo, pa tako naprej, ne. Če se le da, gremo pač z avtom, pa pač tako, kot sem rekel, imaš, ne, za nekaj časa svojo robo s sabo, ne. Ker v bistvu na letalu ne moreš nič vzeti skoraj, ne? Nič ne moreš, ne, dobro, ok, pač tako je, sej se prilagodimo, ne. A na letalu dobite kaj? Je možno dobiti pravo hrano ali ne? Niti ne razmišljamo o tem, no. Sej v bistvu ne rabiš, ne. Konc koncev. Mislim, če greš zdaj čez Atlantski let. Ja, ok, se razumem, ampak ti imaš lahko nek svoj sendvič zraven, če imaš pač, ne. To ti pustijo, sploh če imaš nek argument v ozadju oziroma neko pravo razlago. Okay. Tako da to gre čez. Drugače pa bi se dalo verjetno tudi kaj dobiti, dogovoriti, sploh če ste daljše lete, bi šlo čez, ampak pač ja, nismo niti poskušali. Dejstvo pa je, da nam običajno ta prehranjevanje pa iskanje brezglutenskih lokacij, kjerkoli smo, vzame v bistvu največ časa. Tako to je motleč del, ne. Tudi na lokacijah, kjer naj bi bilo zelo veliko teh stvari, ne vem, primer Barcelona, pa zdaj bo marsikdo rekel, to je v Barceloni sem jedel kjerkoli, ful je bilo dobro, pa ful je bilo veliko. Ja, je bilo, pa ni bilo, ne. Mogoče sem jaz razvajen, ne vem. Jaz res po 3 dnevih povsod, ko sem, vedno začnem pogrešati svojo restauracijo, svojo hrano, ker pač tega ni, ne. In konkretno Barcelona je bil primer, kjer smo dejansko pol dneva sami iskali, kje bomo jedli, ne. Pol tam, kjer smo našli nekaj, smo itak se za naprej in za nazaj nahranili, da pač smo imeli pol nekaj manevrskega prostora v času, smo lahko raziskovali druge stvari, ne. Ampak tudi, ja, bilo je rečeno, ta je brezglutenska restauracija, smo šli na drugo stran mesta hodili, ne vem, toliko časa pridemo tja, ja, ne, tla je pa na drugi strani. Ne. Tako da so izzivi. To je nekaj, kar še nas čaka, da sploh imamo prvo izkušnjo. Čeprav smo imeli dobro, sosednje države imajo nekaj večje priložnosti kot pa sama Slovenija, ne. Čeprav v Sloveniji se tudi že kar ustvarja neka mrežica, sploh trgovin, ki imajo te stvari, ne. Restauracije nekaj manj, ampak. Dobro, gledaj, zdaj na število prebivalcev mislim, da dobro, sploh Ljubljana smo lahko samo zadovoljni, ne. Je to. Težko pričakovati, da bo, ne vem, mislim, saj tudi ljudje, ki ne rabijo brezglutenske hrane, vsak dan bolj posegajo po tej hrani, ker pač preprosto tudi oni očitno čutijo razliko, ne.
Ampak Se, če pogledam, moj bivši gost tukaj, Peter, mi je zadnjič, ko sem mu povedal, rekel, da je to, rekel, to je božji dar, tako kot si ti meni prej rekel, ne darilo, ker je gluten v bistvu škodljiv, sam po sebi, tako drugače. A mislim tako, jaz spet težko posplošujemo zadevo, ker dejstvo je, da gluten ne vpliva enako na vse ljudi. Ne? Pač je pa res, da je, tako da je se ta podatek že malo spremenil, ampak 30% ljudi ima intoleranco na gluten. Ne? Sem pa prepričan, da se vseh 30% tega ne zaveda. Ne? Tako da ta zadeva se širi. Ne? Širi se zakaj? Zato, ker včasih ljudje niso dobili potrjene diagnoze celiakije in preprosto so imeli težave in so pač nažalost tudi umrli. Ne? Danes moj otrok živi normalno življenje, on bo imel potomce in ta njegov potomc bo imel več možnosti za, če ne drugega, za intoleranco. Ne? In njegovi potomci spet, kaj hočem reči, v bistvu ta zadeva se širi, ker z vsakim potomcem bo še več ljudi, ki bodo pač imeli brezglutensko zgodbo. Tako da, če mene vprašaš, je naša pot oziroma naš program, ki bo čez 10, 15, 20 let imel še večjo težo, kot ima danes. Kaj se bo spremenilo, kako bo trg, globalno govorim, se spreminjal, itak težko reči, ne? Ampak dejstvo je, da ta del se razvija in povpraševanje je vsak nam več. Kar pomeni, da bo verjetno tudi potem več ponudnikov, kar je pa ok. Zdaj, če pogledamo neko statistiko, ne bi bilo približno 1 do 3% ljudi s celiakijo kot tako. Ker meni do Slovenije bi pomklo cirka 20,000 ljudi. Biti, ampak verjetno jih večina ne ve. Ne? Nažalost, ja. Nažalost, ja. Pač tako je, ampak dejstvo je, da se v zadnjem času bistveno bolj je ta zadeva bistveno bolj na očeh. Ljudje imajo to v mislih, kaj pa če je to. Tako da se tudi bistveno bolj potrjuje, pa ne da bi zdaj mi to hoteli, ampak prav je, da ljudje dobijo diagnozo, pač kot jo, oziroma da vejo, kaj se dogaja z njihovim telesom. Ne. Je pošteno, ne. Tako da čuden, ni lahko sprejeti to dejstvo, ampak tako pač je. Sej ni konc sveta. Kako pa lahko ljudje preverijo mogoče ta trenutek? Če imajo občutek, da bi to kaj bilo, kaj lahko naredijo, če veš slučajno? Verjetno svoj zdravnik, ne? Prvi vrsti, ne? Ja, mislim, fajn je, da je zadeva zdravstveno, da ima neko zdravstveno ozadje, ne? Neki na pamet, pa neke svoje diagnoze oziroma postavljati. Mi lahko seveda postavimo neko mnenje, da se počutimo boljše, če pač ne jemo glutena. To je super, ne? Se pravi, se poslušamo, kar je fajn, ne? Ampak da je pa celiakija pa težko, ne? To pa pač mora biti neko ozadje iz strokovnih vrst, ne? Na koncu mogoče eno takšno bolj osebno vprašanje. Ti, ker si družinski človek, pa ti otroci res pomenijo veliko. A si znaš predstavljati scenarij? Jutri te več ni. Otroci stanejo. Kaj bi želel, da bi slišali od tebe? Ne, mislim, nisem pričakoval to vprašanje, tako da ne vem, težko rečem. Jaz pač težko odgovorim na tako vprašanje, ker je res vprašanje za 15 minut molka. Vzemi si kakšno minutko, začuti, kar čutiš, ne? Eno sporočilo ima, da je vsaj. Tako, kot sem rekel, ne, se veš, mislim, meni je ful pomembno, da ljudje razmišljajo pozitivno, da poslušajo sebe in pač seveda tudi okolico, in primarno pa sebe in po moje fajn, če vsak nekaj naredi v tej smeri, pa res upošteva, kaj mu govori njegova glava, njegovo telo in pač pelje to zgodbo v tej smeri naprej. Tako nekako. Meni se zelo lepo. Igor, hvala ti za tvoj čas, ker vem, da ga nimaš in da je zelo vreden. Hvala, da si se odzval na to vabilo. Meni je to ogromno pomenilo, sploh v tistem trenutku, ko sem te povabil, mi je pomenilo res enormno, ker smo bili v afektu vsega skupaj. Danes te stvari gledam dosti bolj realno, vidim pluse, vidim minuse in vseeno se mi zdi, da je bilo vredno, da ljudje spoznamo, pa sej ni to edina bolezen, tam zunaj je veliko bolezni in dokler jih ne doživiš, jih ne razumeš,
Zato mi je tudi pomembno delati takšne zgodbe z različnimi ljudmi, z različnimi izzivi, ker šele ko slišimo nek primer, malček lahko začutimo, kaj pomeni to doživeti. Res hvala ti za tvoj čas. Ja, z veseljem upam, da sem mogoče komu dal malo volje, da tudi razmišlja v smeri, da se pač tudi na področju brezglutenske prehrane kaj spremeni, ker za osebo, ki pač rabi brezglutensko prehrane, življenje res ni tako preprosto. Ne rečem, da je za druge lažje, za marsikoga je mogoče še težje, ampak to je nekaj, kar pač si ne želiš. Ne? In ja, dobro, dajmo si poslušati, dajmo si pomagati, to je to. Ne? To je bilo v bistvu moje prvo razmišljanje oziroma vodilo, ko sem odpiral restauracijo. Razlog je bil itak emocionalen, pomagati ljudem, ne pa pač delati svoj biznis. To je to. Hvala ti. Z veseljem. Hvala tudi tebi, ker nas spremljaš, hvala, ker lajkaš, komentiraš, deliš in pomagaš, da te zgodbe pridejo do tistih ljudi, ki jih res morajo slišati, zato ker rabijo kanček upanja v teh trenutkih, ko jim je mogoče najtežje. Če želiš kakorkoli podpreti podcast, lahko na našem YouTube kanalu tudi se pridružiš kot član in nam pomagaš, da ohranimo te zgodbe žive. Do takrat pa naj ti zaželim en lep dan.